Dober večer, dragi moji. Še en čudovit četrtek in spet smo skupaj. In vas vabim, da se nam pridružite na tem našem druženju, v naši Soul Room Show. Želim, da danes na tem našem srečanju sodelujete s srcem. In danes imam za vas eno malo provokativno vprašanje, da ga napišete v komentar. In to vprašanje je, ali verjamete, da zlo obstaja? In med temi komentarji bo tako kot ponavadi eden izbran, da mu bom povedala, kar je danes za njega predvideno kot del branja zapisa. Zakaj sem se odločila danes, da vam postavim to vprašanje? Zato, dragi moji, ker je to taka tema, ki se jo malo izogibamo, mogoče je celo majčkeno taka, da se jo niti ne želimo dotikati, je pa tako zelo realna in resnična, da sem se tudi odločila, da o tem spregovorim. Potem, ker sem jaz v svojem življenju doživela in potem, ker sem zelo, zelo močno verjela, da so vsi ljudje dobri in da vsakmu človeku najdeš nekaj dobrega, sem doživela tudi čist nasprotno. To, da dejansko obstajajo ljudje, ki so, lahko rečemo, telesno zlo, in to, da ljudje načrtno, namensko delajo slabo. In mi še vedno mislimo, da se to nam ne dogaja. In kolikrat mi ljudje povedo, in tudi sama imam to izkušnjo, da se dogajajo situacije, v katerih se počutimo ful nelagodno in zaznavamo nekaj, kar nam je zelo težko, v smislu nas nekaj tišči, čutimo tesnobo, ampak tega ne moramo pokazati s prstom. Samo čutimo. Nekaj doživljamo, recimo v bližini nekaterih ljudi se lahko počutimo nelagodno. Včasih čutimo celo zastraševalsko energijo. Včasih čutimo občutke, ki si jih ne znamo razložiti. In čemu torej to pripisujemo? A je to normalno? V nekem pomenu, a je to ta resnica, ki smo jo verjeli, da je vseh ljudeh dobro? Ko si torej lahko razlagamo takšne pojave, ki se nam dogajajo pravzaprav v celem življenju, vsak dan, skoraj vsak dan, mogoče nismo toliko pozorni. Ampak tisto, kar vidimo, se da s prstom pokazati. Tisto, kar je tako zelo izrazito. Če bi ta vrag hodil tukaj z rogovi, bi rekli, evo, to je to. Ampak, dragi moji, največje zlo je najbolj sofisticirana oblika. To pomeni, da je skrita, da je dobesedno zakrinkana, lahko v največje dobro. Lahko se vam pokaže kot sam angel. Lahko pride v vaše življenje in se vam zdi, hvala, pokazal se mi je sam Bog. Ampak lahko se kasneje izkaže, da je to čisto popolno nasprotje tega, kar ste verjeli. Zato vam pravim, to, kar vidimo mi na prvi pogled, to, kar mi opazimo, je samo trenutno neka naša ocena, ki jo imamo iz naše izkušnje. Če ste pa tako, kar sem jaz, naivni, zdaj sem že malo manj, pa rečete, si prijazen, si fajn, si se z mano lepo vede. A vi čutite, da nekaj ni v redu? In to so lahko najbližji, dragi moji. To ni treba, da se mi zdaj pogovarjamo o neki grozljivki, ki je tam nekje za našimi hrbti, daleč stran. To je lahko v našem življenju. Ta tema, zdaj beseda zlo je lahko za koga malo prehuda, ampak ta tema dejansko je tukaj med nami in nas na en način celo kontrolira, na en način nam ne pusti, da živimo to, kar smo. Ker nismo mi tukaj vsi v telesu ljudje, ko vidite, pa rečete, se smo ljudje, imamo pač eno podobo. Ja, ampak kaj je v zadnji, to pa se ne pogovarjamo kaj dosti. Posebej, če smo vzgajani tako, glej človeka dober, pošli mu ljubezen, če smo v kakšnih novodobnih duhovnostih, pošli mu svetlobo. Ja, komu, dragi moji, naj pošiljamo svetlobo? Komu? Če niti ne vemo, s kom imamo opravka, ker je to zakamuflirano.
Se pa zgodi, da smo mi izmučeni, izčrpani, da se počutimo brez vole, da si ne moremo pravzaprav v življenju nič kreirati in ustvariti, ker nimamo energije. In ker ni unga vzroka, kaj bi točno bilo narobe? Če pa pogledamo potem iz tistega zornega kota vedenja, da obstaja tudi ta tema, pa lahko vidimo, da gre v nekih naših odnosih. Nekaj, kar ni najboljš. Nekaj, kar v podzavesti doseže, da se mi tako počutimo. Ker vsaka božanska esenca, dragi moji, vsaka tale lučka, ki jo imate v svojih srcih, ima najmanj enega ali pa več nadzornikov. In kaj, če so se te nadzorniki, ki ne pustijo, da ste vi svobodna duša in da vi živite svoje potenciale, kaj, če se je ta nadzornik rodil lih v vaši družini ali pa je slučajno vaš šef ali pa Bog ne daj še vaš partner. Vi pa pripisujete čemu? Da ne morete živeti sebe. Verjetno temu, da ste vi slabi, verjetno temu, da ste vi brez nekih česarkoli, skratka neustrezni in sebe dajete v nič. Redko kdo se vpraša, zato ker to je skrivno znanje, kaj pa če imam jaz v svojem življenju nekoga, ki je sprogramiran, dajmo tako reči, da me tišči dol, da se ne morem dvigati. Mogoče ste vi med tistimi, ki imate v sebi zelo veliko željo, da bi delali nekaj za svet, da bi bili koristni, pa tega ne morete. In ko hočete narediti en korak, da boste bolj čutili to svoje poslanstvo, se začne mogoče okolica zoperstavljati. Mogoče ste vi tisti, ko čutite, da niste čisto običajen človek v smislu preživetje, rutina itd., ampak da vas zanima nekaj več in se ozirate v zvezde in rečete, mogoče je pa to moj dom, tam nekje zgoraj, ker imamo mogoče ste vi med tistimi kot jaz, ko rečemo, tale zemlja je en tak planet, da je sicer ful lep, ampak jaz se počutim tukaj slabo, ni mi dober. Enostavno ne počutim se, da je to moj dom. Ker sem drugačen, ker sem drugačna. Mogoče ste med temi in to oddajo posvečam vam, ki se tako počutim, da ste drugačni, da ste mogoče posebni, pa si ne upate to na glas priznati in ki ste mogoče zaradi vseh teh mehanizmov, ki obstajajo in jih jaz lahko imenujem mehanizmi zla in teme, dejansko zatrti in so že Bog ve kdaj v katerih življenjih nazaj splanirali, da vas bodo zadržali tam v občutku majhne miške. In ne upate sanjati velike sanje. Po drugi strani pa gledate ljudi, ki so uspešni, ki imajo vse mogoče, ki se zdijo navidezno, da so oni pač vzor maksimalen. In potem pogledate, če slučajno čutite, kaj se tam skriva v ozadju. Pa lahko, verjemite mi, najdete marsikaj, kar o njih pove več, kot vidijo oči. Ne bi zdaj govorila, kaj točno je tam v zadnji, ampak največkrat se zgodi, ker delam veliko z ljudmi, ki imajo in denar in imajo neke svoje vloge ali pa mesta ali pa neke reference svoje. In eni zdaj v zadnjem času, ki so noter luč, ki so mehki, ki so z eno besedo, ki so božanski, so tudi lahko na visokih položajih, so tudi lahko voditelji, ampak te ljudje imajo neprimerljivo več problemov v službi, prav s takimi tipi ljudi, kot pa tisti, ki pravzaprav to so. Ker eni nimajo nobenih problemov. Ker ne obstaja, verjemite mi, ne obstaja, da si ti lahko enkrat v nekem pomenu tak, bo zastraševal in bo drugega tiščal dol in tako naprej, po drugi strani pa si tisti, ki si žrtev. Jaz sem tudi to mislila, enkrat si to, enkrat si drugo. Ti se lahko dejansko vedeš, kdaj tudi, mislim, se vsi vedemo tudi tako, da smo dominantni, da imamo nek karakter, ampak razlika je, a imaš v zadnji tudi energijo, ki te pritisne k tlom, ki ti vzame dostojanstvo, ki ne moreš dihati, ki čutiš, da imaš nekaj za vratom, ki čutiš, da je tam nekaj, ki te ne spusti naprej. Dragi moji, to se dogaja vsem nam.
In ko sploh ne veš, kako bi to opisal, da nisi sproščen, ko sploh ne veš, kaj je vzrok, da ti vedno nekaj začneš, mogoče v svojem poslu, ali pa v partnerstvu, ali kjerkoli, pa ne gre, dragi moji. Zakaj ne gre? Vidite, s tem vprašanjem se jaz ukvarjam že cel svoj življenje. Ker jaz pa nisem se zadovoljila s tem, ko sem videla ljudi nesrečne okrog sebe, da je to pač normalno, meni pač to ni bilo normalno. In ni mi bilo normalno, da so razlike med enimi in drugimi. In od nekdaj sem se postavila za tiste ljudi, ki so bili nekje odmaknjeni ali na nekem drugem tiru, ali nevidni, ali neopaženi, ali drugačni, vseeno. Nisem gledala tiste, ki so imeli vse. Enostavno sem imela posluh za tiste ljudi, ki niso tega imeli, ali prijateljstva, ali niso imeli česarkoli. Meni zdaj ni težko reči, da sem dostikrat vzela tam, ker je bilo včasih v moji družini je bilo tudi denara, ne? In če sem ga jaz dobila, sem ga dala naprej. Če ga jaz dejansko sploh nisem znala varčevati, ker nisem imela tega v glavi, lahko bi ga tudi varčevala. Ampak imela sem možnost imeti več denarja, to so bila obdobja mojega življenja, ker hvala Bogu sem to izkušnjo imela. Ampak meni to ni bilo zame. Meni je bilo to za tistega, kjer se mi je zdelo, da nima. In moji doma sploh tega ne vejo. Ker oni niso niti vedeli, kakšna imam jaz vse počutja. In da če je bil nekdo meni lačen, jaz pa sem imela, da nisem tega mogla gledati. Danes, ko gledam za nazaj in gledam seveda tudi svoje življenje, kdaj ga pogledam, vidim pač to drugačnost, ki sem jo na nek način drago plačala, ker me zaradi tega svet ni lih najbolj sprejel. In nisem imela dosti prijateljev. In ljudje z temi potenciali, da so bolj senzibilni, da so bolj občutljivi, da na nek način imajo empatijo, da imajo ljubezen v sebi, več ali manj potegnejo v življenju takrat konec. In mene zanima, zakaj. Zakaj so za dobre ljudje taka pravila? Kje je zdaj ta Bog? Tako sem se tudi jaz spraševala. Zakaj ne poskrbi za te dobre duše? Zakaj tisti, ki so dobri po srcu, in zakaj tisti, ki imajo dejansko prav, so tudi ljudje z dobroto, so tudi ljudje, ki so pripravljeni sred noči vstati in se oglasiti na telefon. Jaz sem danes govorila z odvetnico, ki je prekrasna oseba in je rekla, jaz imam tako z ljudmi, če rabijo, tudi sred noči, če je treba. Koliko je takih ljudi? Koliko je takih ljudi, ki so tudi v takih svojih poklicih, ki imajo srce? Za tistega človeka, ki se znajde v stiski. In koliko je teh stisk? In jaz verjamem, da ste danes z mano tisti, ki podobno čutite. Da se vam tudi zdi, da se vam dogaja krivica zaradi tega, ker dostikrat mi dajemo in na koncu ostanemo brez česarkoli, mogoče tudi brez denarja. In kako zdaj to dobroto, ki je Božji dar, obdržati, da jo v resnici samo opolnomočimo. Ne, da se jo bojimo, ne, da se zapremo in rečemo, jaz sem imel tukaj enih slabih izkušenj in zaradi tega ne bom več dober. Ne, jaz vas spodbujam, bodite dobri. Jaz spodbujam ljudi, čeprav dostikrat se ljudje zaprejo in sploh več ne verjamejo to, da so dobri, ker začnejo počasi verjeti, da so slabi in da je z njimi vse narobe. Ampak jih spodbujam, da ljudje začutijo te lepote v sebi. Zato dejansko širim krog svetlih, dobrih duš. In to ne samo v Sloveniji, ampak v svetu. Vabim v ta krog tiste duše, ki se čutijo v srcu poklicane, da delajo dobro, ki niso slabonamerne, ki niso sebične, ki niso pokvarjene, ki ne gledajo samo na to, kaj bojo dobili, kaj bojo izkoristili, kaj bojo na nek način vzeli, ampak imajo na prvem mestu resnično dejanje. Ker sama sem prepričana, da je dejanje ljubezni edini način, da sprejmeš. Je pa res, da včasih, ko dajemo to ljubezen na svoj način, pričakujemo, da bomo na svoj način tudi dobili. In zato tudi so pričakovanja včasih ječa, ker se ne zgodi to, kar bi si želeli. Ampak če imate to čutenje, da je v vas nekaj več, da niste tukaj samo zato,
da živite, preživite, da hodite v eno službo, potem dajte temu, kar v vas to čuti, prostor. Dajte temu preprosto mesto v svojem življenju. To postavite v svoje srce. To začutite, da je bistvo. In ko se vam oglaša in ko poskuša povedati, da to ni res, da vi to niste, da se vi kar nekaj izmišljujete, da vi nimate intuicije, da vi ne čutite, da vi ne vidite, da vi ne vem kaj, probite se tega spomniti, da je ta v resnici iluzija in laž. In da dokler ta poslušate, tukaj noter tega, kar je božansko, sploh ne morete čutiti. Zato probite ta svoj izklopiti. In zato, dragi moji, če imate izkušnjo, da se v vašem življenju pojavljajo situacije ali pa so se, kjer ste doživeli ta srh ob ljudeh, ob situacijah, ko niste vedeli zakaj, je lahko odgovor zato, ker ste bili v stiku z zlom. In to, kjer je nekje tam gor, ker je, verjemite mi, tudi veliko takih padlih zvest in podobno, kjer dejansko to zlo obstaja, to tudi žal obstaja na zemlji. In da bi bili proti temu nekako odpornejši, glede na to, da je vse povsod, da se to pojavlja pravzaprav vse povsod, dejansko v sistemih, kjerkoli. Tam, kjer mislimo, da ni, je. In zato verjetno čutite, da ne morete te sisteme, kot so religije, kot so vsi ostali sistemi, več tako podpirati. Mogoče ste kdaj jih, mogoče se pa zdaj čutite v teh sistemih, ne, to ne morem več delati. Mogoče ne morete podpirati teh laži več, ki se širijo, na vsakem koraku se širijo laži. In kaj delajo laži z vami? Strahove vam povzročajo. Iz vseh možnih, ko vi ne veste, kaj vse obstaja, jaz pa majčkeno vem, ne? Iz vseh možnih in tehničnih stvari in tako, če rečemo, nematerialnih in osebnih, lahko prihajajo taki impulzi do vas, da dejansko vas popolnoma zajame ta tema in ste noter. In če vi ne veste, da to ni vaše, da je to poslano v vas, da je to dejansko lahko infiltrirano v vas, da vam to lahko nekdo ali človek ali karkoli, se obstaja tega veliko, da vam pošle. Vi lahko ste vsak dan v enem svojem stanju. Zato je dobro, da veste, da torej ta neka tema obstaja. Žal, živimo na planetu, ki je res prekrasen, čudovit. Ampak, če pogledamo, so ljudje srečni, niso. A so ljudje zadovoljni, še manj. Torej, nič od tega. Več ali manj, če pogledate, ljudi so tako otopeli, depresivni. Zakaj? Mogoče pa nek interes, ki ga mi ne poznamo, da tako je. Tisti interes, ki je tudi se pokazal skozi cepljenje, skozi COVID. Mogoče pa so neka ozadja, in to vam zdaj sem majčkeno v razmislek dam, ki želijo, da se mi tako počutimo. Ki želijo, da nimamo mi te volje do življenja. Ki želijo, da smo mi vsak dan utrujeni, 30 mesičev na dan. Kaj se dogaja? Utrujeni, izčrpani, ne moremo živeti. A je to normalno? V teh zadnjih dnevih. Če se to tokim ljudem dogaja na različnih koncih, potem pa verjetno res ne moramo reči, da je to normalno. Vse lahko pripišemo pa zvezde, pa planeti, pa konstelacije, ne vem kaj. Dejstvo, da tudi to je. Ne mislim, da jaz to ne verjamem. To verjamem, da tudi to vse vpliva. Ampak je še nekaj več od tega. Kar se pa v teh splošnih informacijah ne govori. Obstajajo torej ozadja, ki kreirajo našo usodo in kreirajo usodo naših esenc, dragi moji. In to, kar je tam zapisano v esenci, v duhu, govori, zakaj je tako, kot je. Zato, ko jaz berem duhovni zapis, duhovni, se da videti, dragi moji, kaj se je z vašim duhom dogajalo.
In koliko ali sploh morda ta duh danes tukaj vi že čutite, da ga imate, da ste ta duh. Večina ljudi se tega še ne zaveda. So pa posamezniki, ki že zmorejo to čutiti. Ampak mi nimamo toliko časa. Mi moramo vstati skupaj. Danes je čas vstajenja. Danes je čas vstajenja. Jaz bom prav prosila, če mi daš tistega Jezusa, ker čez vikend sem bila v Medžugorju in prvič sem našla Jezusa, ki je vstajenski. Jaz ne kupujem Jezusa na križu, jaz ne kupujem nič od tega. Evo, to je prvič, vam ga moram pokazati, da sem najdla kipec, pa ni popoln, ker bom tole, kar ima tukaj še, bomo odstranili tole, kar ima na rokah. Ampak je pa že zelo blizu temu, kar jaz govorim, da je Jezus. Ker on ni trpeči Jezus, on ni na križu Jezus, to je vse zmanipuliran, on je vstajenje. In zato sem tale kip kupila, ker me je potegnil, jaz drugače ne kupujem, kot pravim teh kipcev tam. Tole sem rekla, to je sprememba. Torej pomeni, da se nekaj dogaja. Da mogoče se že ena informacija pa vendarle začenja spreminjati ali pa informacije spreminjati in ne bomo več govorili o tem, koliko je hudo, ne bomo več govorili, vse je narobe. Mogoče bomo začeli se pa kolektivno pogovarjati o tem, kako iz tega izstopiti, da več ne bo. In bo med nami vse več ljudi, ki bomo pripravljeni govoriti o teh temah, ki smo bili zdaj tih. In zato, dragi moji, vas vprašam še eno zelo tako konkretno vprašanje. A mislite, da je kdo na svetu upravičen, da vas maltretira, da izvaja nad vami kakršnokoli nasilje? A mislite, da je kdorkoli upravičen, naj bojo tu vaši najbližji, da se nad vami izživljajo, da vas maltretirajo, da vam govorijo kakršnekoli izraze neprimerne? Če ste to do zdaj mislili, da je normalno, dragi moji, to ni normalno. V tem novem svetu to ni normalno. In v tem novem svetu bi mogli mi s prstom pokazati, dragi moji, na tiste, ki si to še vedno upajo delati, na tiste, ki si še vedno upajo reči, jaz sem pomemben, jaz sem tvoj šef, jaz se lahko do tebe obnašam, kakor se hočem, ali pa celo, jaz sem tvoj mož, ker moški jim je nekoč cerkev dala prioriteto in jim je dala moč. In življenja za življenje so ženske bile v podrejenem položaju. Zdaj se sicer obrnili. Zdaj drugo, kaj je. Ampak koliko je pa še danes moških, ki še vedno mislijo, da je ženska druga razredna in ki se obnašajo do ženske tako, da vkolikor ne ustreza njihovim predstavam, da jo, če se le da, strpajo v kakšno norišnico. To ni primer, ki je osamljen, dragi moji. Ali pa se delajo norca z njo, ko hodi na neke duhovne delavnice. To je dejansko nekaj, na kar bi mogli pokazati takole s prstom in se odločati, da izkorenimo, ne da se pustimo, ne da smo maltretirani, ne da si dovolimo vse te vrste mobinga. To delamo samo zato, ker nimamo dosti lastne vrednosti. To dovolimo zato, ker smo prestrašeni, dragi moji. Zato, ker smo verjetno skozi svojo zgodovino, mogoče otroštvo, bili deležni take in drugačne izkušnje vzgoje, ki nas ni podprla v tem, da bi bili v občutku, da smo ljubljeni in vredni. To je zaradi tega. Ampak ali zaradi tega, ker je bilo tako, moramo zdaj vse to prenašati? Ne, dragi moji. Ne. In zato vas spodbujam, da se temu zoprstavite, ker nihče ni upravičen. In tisti, ki to dominantno in vehementno in še bi lahko najdla veliko izrazov, delajo kot nekaj normalnega, ne se vprašajo, kaj to pušča za njimi. Sicer, če so te duše, tega ponavadi ne delajo in zato je malo upanja, da se bojo vprašali, kaj puščajo za sabo kot sled, zato ker te, ki to počnejo in maltretirajo in dominirajo in vse te stvari, preprosto tukaj not nič nimajo. Ker to ne more delati človek, ki ima dušo, dragi moji. Ker če tukaj imaš neki, te bo do tega, da se boš počutil, da se bojo ljudje okrog tebe počutili
lepo. Te bo nekaj do tega, da ti tukaj uživaš s svojimi bližnjimi in jim prvošljaš, da so srečni, da so zadovoljni, pa tudi, če niso tisti najbližji. Ampak ne boš se znesel na nekoga, ker ti, ne vem, nekaj ne naredi, kar bi si ti želel, da naredi ali pa karkoli. Dajte slišati. Če ste duša, imate verjetno, neverjetno, imate ljubezen. In tisti, ki pač nimajo ljubezni, to delajo, ampak to ne pomeni, da se jim to zaradi tega upraviči. Zato vas dobesedno spodbujam, tudi lahko rečem, da pozivam, ali pa z eno besedo sporočam, da je čas, tako kot je imel tamle, ali pa ima Jezus odprte roke, da se dvignete in da preprosto vzamete od življenja tukaj za vas. Ker jaz verjamem, da so viri neomejeni. Jaz verjamem, da vi, ki mogoče čutite, da ne bi več bili v nekem sistemu in bi radi neko službo, ki bi jo vi preprosto imeli svojo lastno dejavnost, da obstaja pot. In zato, tudi če nimate še dosti samozavesti, pa če čutite ta klic, stopite na to pot. Ne se več bati. In če si bomo vsi, ali pa čim več, sej ne moramo govoriti o vsi, ampak da si bomo začeli dajati roke v tem, da se podpiramo, bomo močnejši, verjemite. Tudi mi, ko imamo skupino, ko se je že ustvaril krog ljudi, ki si želijo, da bodo živeli svojo duhovno esenco, mi se fizično primemo za roko, mi se objamemo, mi si povemo, da se imamo radi. Ker smo si dali in si damo ta prostor, veste, da se lahko počutijo ljudje varni, da jih ni več strah. Ker največkrat se prav v božanske esence počutimo kot izgnanci. Ampak tega je dost. Tega je dost. Zato odprimo srca. In vas vabam, da se tudi zdajle povežemo s Kristusom. Dragi moji bratje, sestre, tu sem za vas. Tu sem, da vas podprem, da povem, da ste živi. Ker vi ste del mene, jaz sem del vas. V vaših srcih vas nagovarjam, da stopite iz verig in jarmov suženjstva. Čeprav v tem času je suženjstvo prikrito, še vedno obstaja. In obstajalo je že zdavnaj. Vendar zemlja, ljubljeni, je tukaj sedaj v tem trenutku, da živite na njej svobodni. Da se osvobodite svojega trpljenja in vseh svojih bolečin. Sprejmite mojo podporo. Vi sami se lahko v sebi ozdravite. Vi sami imate v sebi moč čiste Božje luči. Vi sami zmorete ozdraviti svoje bolezni, duha, duše in telesa. Zato dovolite, da prižgem vašo luč. Dajte dovoljenje, da se ta luč prižge in zavejte se, kako čudoviti ste.
Ta svet, bratje in sestre, je za vas. Po tolikem obdobju, ki smo ga preživeli v zanikanju Boga, je zdaj čas, da se združimo. In želim, da v sebi resnično začutite mir. Nekateri ste bili z mano v času, ko smo živeli skupaj kot Jezus Kristus in apostoli. Bilo nas je veliko. Bili smo skupaj bratstvo, da bi se tu na zemlji že takrat ustvarilo Božje kraljestvo. Ker pa je že takrat obstajala tema, je ta tema preprečila Božji načrt. Zdaj, v tem času, pa to več ne bo preprečeno. Zmaga luči je tukaj in sedaj. Zato zdržite, ljubljeni bratje in sestre, in se rodite v zavesti. Ljubljeni, ljubim vas. Jezus Kristus. Danes, dragi moji, je izžrebana Ula Koperc. Draga Ula, ni več časa. Zdaj in tukaj je trenutek, da ustaviš tok, ki te je hotel odpeljati stran od tvojega zelo močnega namena, zakaj si tukaj. Ustavi tega konja, ki te hoče peljati stran od tvoje poti. Tukaj te čaka vse, kar si sanjala. Samo ustavi se in odpri oči. Imaš svoje poslanstvo in živi ga. Vabim vas, ljubljeni moji, da si res dovolite, da se vas dotakne Božja prisotnost. Dovolite si, da luč v vas vstopi globoko, globoko v vašo podzavest. V tej vaši podzavesti so zapisi, ki morda še niso osvobojeni. Dokler obstajajo dušni zapisi v vaši podzavesti, kot da so ti zapisi še vedno resnica, vzporedno živite te zapise. To so zapisi prejšnjih življenj. Zapisi dogodkov, izkušenj, s katerimi ste se poistovetili. Da boste začutili, da ni duša bistvo vašega življenja, ampak duh. Vas vabim, da se osvobodite vse te preteklosti.
Ker zdaj je čas, da se duša zlije v duha nazaj in da pusti pred vrati to staro navlako preteklosti. Ne rabite več tega držati v sebi. Ne rabite v sebi več čutiti, kako je bilo nekoč zaradi tega in onega in zakaj se vam je nekoč zgodila krivica in zakaj je bilo tako in tako. Za vaše dobro sprejmite, da tako je bilo. In ne zakaj je tako bilo. Sprejmite, da je bila to samo pot. In poglej na življenje s hvaležnostjo. In poglej na te svoje zdajšnje okoliščine, da si bil dovolj močen, da si zmogel. Ker si zdaj tukaj v tem trenutku, morda bolj kot kdajkoli pripravljen dati sebe na prvo mesto. In to ni sebično. Ker to, da daš sebe na prvo mesto, ne pomeni dati na prvo mesto svoje zemeljske potrebe, ampak dati na prvo mesto svojega duha. In ko si ti dovoliš biti spet nazaj duh, postaneš del božanstva. In nisi nič manjši in nisi nič večji od te čudovite božanske luči. Zatorej, ljubljeni, svojo majhnost preprosto spusti. Naj se izniči in odstrani, da ti več ne bo zapirala pogleda v tvojo drugačno, boljšo prihodnost. Hkrati pa se zavej, da ko si v duhu, preprosto čutiš, da ne rabiš biti nič, kar bi zemeljsko bilo pomembnost, izobraženost, uspešnost in podobno. Ker tukaj, kjer si ti duh, si ti v resnici kot človek brez zemeljskih, kakršnih koli dobrin. Ampak ko si duh, še vedno živiš v svetu. Ko se ga zavedaš, še vedno si v telesu. Ampak ko je duh na prvem mestu, ko živiš tega duha, je tudi ta zemeljski svet usklajen s to tvojo podobo božanstva v tebi. In živiš Božjo voljo. In ni res, da zato, ker si izbral duha ali Boga, moraš biti reven, moraš biti kakorkoli, sploh Bog ne daj revež. To so vse stare namiselnosti, ki niso popolnoma nič resnične. Ko si v duhu, je že beseda bogastvo, v kateri je Bog. Tisto, kar govori, to je zdaj tvoje življenje. Seveda, ko govorimo o besedi bogastvo, ne pomeni vedno samo fizično bogastvo. Pomeni, da si tukaj noter poln. Da dejansko čutiš vse, kar si prej že na tak ali drugačen način iskal od tega zemeljskega sveta.
In to, dragi moji, vam želim, da doživite zdaj, v čim krajšem času svojega življenja, da to ni nekaj v prihodnosti, ampak da veste, da je za to čas. Ne se sprijazniti, da rabite še ne vem koliko življenj. Ne si misliti, da to vam ne pripada. Ne misliti, da je to ok za nekoga. Ne, to je za vas. In zato ne zanikajte več sebe. Ne dajete se v nič. Vrnite si lastno vrednost, ker vam jo nobeden ne bo. Vi sami si jo vrnite. In nikogar več ne obsojajte in ga ne iščite zunaj kot krivca za to, da imate probleme. Še celo od tistih, ki je dejansko ta tema, še celo tiste v sebi ne sodite, ampak se samo odločno postavite po robu temu, kar ni dobro za vas. Težko, ampak se da naučiti. Naj bo večer, ki je pred vami, blagoslovljen. Naj bo napolnjen z tistim notranjim mirom, ko veste, da bo zdaj lahko drugače, ker se boste vi odločili. In ko bodo jutri, ko boste ostali spet v vaši glavi novi izzivi in občutki, s katerimi se vsako jutro zbujate, si rečete, tudi na to imam vpliv. In se lahko odločam, da bom danes se počutil drugače kot včeraj. Vabljeni v ta krog luči. Vabljeni, da si podelimo nasmeh, da si podelimo lepo besedo in če si podelimo še objem, je pa že res kičast. Vabim vas na naslednjo oddajo v četrtek ob 8. Hkrati pa dobrodošli na branje zapisa duha, pa za vas še ena novost in to je odklepanje duha, kar imate zdajle tudi akcijo, ker to je pa še nekaj drugega, ker mi imamo lahko tega duha nekje dobesedno res zaklenjenega. In največkrat žal je tako, da se nekje pojavljajo neki vzroki, da se s tem duhom ne moremo povezati. Zakaj to lahko delam? Ne, ker sem se tega naučila, ampak ker je to moj dar. Hvala, ker ste bili z mano in mirno noč.